Ganljiv je bil človek, ki je pripovedoval, kako je bil skupaj s patrom Marjanom zaprt 6 let po drugi svetovni vojni po krivici, na prisilnem delu. Zidali so bloke tamle na Žalah, ko je bila malica, ko so dobili kruh zavit v papir, se je pater Marjan temu odrekel in ga dal nekomu, ki je bil šibak, ki je bil bolj izčrpan kot on. In da nihče ne bi posumil, kaj je naredil, je v papir zavil kos opeke in šel nekam stran, da bi kakor na samem pomalical, a v bistvu je bila to junaška odpoved. Zanj je bil kakor sonce, ki v velikem sijaju žari. Zanj je bil kakor brat veter, kakor zrak. S Kristusom sta dihala ta isti zrak, bila sta en dih v dvojih pljučih. Za patra Marjana je bil Jezus kakor sestra voda. Že kapljica te vode je bila dovolj, da je odžejala njegovo žejo po Kristusu, ker je bil očaran od njegove lepote. Kristus je bil za patra Marjana kakor brat ogenj in pogosto se je potopil njegov plamen. Bil je kakor sestra zemlja, ki ga je hranila z ljubeznijo, z besedo in zakramenti. Ponižnost je milostni spomin na patra Marjana, ponižen iz srca. Pa ne tista ponižnost, ko mislimo, da ob njej izgubiš svoje dostojanstvo, nekaj poniglavega, ampak zdrava ponižnost. Kakšna je to? Ta ponižnost izhaja iz stavka apostola Pavla, ki pravi, kaj pa imaš, česar nisi prejel? In če si prejel, kaj se ponašaš, kot da nisi prejel? Pater Marjan ni samo vedel za ta citat, živel ga je. In če vemo, da imamo vse od Boga, je ponižnost naša največja resničnost. Kdor je iz tega spoznanja ponižen, bo najbolj pristan. Pater Marjan, redovnik, za katerega še posebej veljajo besede Janeza Pavla II., ki je rekel, redovnik, redovnica, to je Božja sled v našem času, da bi ljudje ob pogledu nanj začutili mik in domotožje po Božji lepoti. To se mi zdi pa največji razlog nocojšnjega spomina, da bi mi ob pogledu na tega redovnika, našega svetniškega patra Marjana, začutili domotožje po Božji lepoti.